Začetek nove sezone, začetek v novem dresu, a stara zgodba. Ana Milović je na derbiju prvega kroga dvakrat zadela in Murinona podarila zmago proti Olimpiji. Dve precejšnji spremembi, trije štajerski klubi. Pogledali bomo, kako sta moči združila Trbovlje in Žalec ter se skupaj podala na prvoligaško pot. Selile pa so se igralke Tabora, ki bodo po novem nosile ime ŽN Maribor in imajo novo domovanje v Zlatoličju. Največ golov v prvem krogu je padlo v športnem parku Mozirje, 13 so jih dosegle hčere Burje, oddajo pa bomo začeli s poletnim prestopnim rokom. Sestavili smo lestvico 10 najodmevnejših in najbolj zanimivih. Poletni prestopni rok, ki bi lahko naznanil novo dobo ženske nogometne lige. Če je bil v preteklih letih zelo močan trend, da so se nogometašice odpravljale v tujino, smo letos zabeležili dva vidnejša povratka. Poglejmo si 10 najbolj odmevnih prestopov poletnega roka. Na 10. mestu je Lana Curman, 19-letna nogometašica je lani prvič nastopila v prvi ligi, potem ko je v nižjih selekcijah nosila drese kot denimo Mure, Ptuja in Rogatca. Podpisala se bo pod premierni gol Kidričank v prvi ligi, zadela je proti Taboru. Do konca prvenstva se je uspela še 6-krat vpisati med strelke ter 7 goli postala druga najuspešnejša klubska strelka. V letošnji sezoni bo nosila breme napada Krima, ki želi izboljšati lanski izkupiček doseženih golov. Na 23 tekmah so bile Ljubljančanke uspešne 37-krat. Stara je šele 23 let, bo Marcela Kos letos igrala 8. sezono v prvi ligi. Od svojih začetkov do zadnjega prestopnega roka je ostala zvesta Gorenjski, zastopala je Velesovo in nato Cerklje. Za sabo ima 131 prvoligaških tekem in 38 zadetkov. Nosila je kapetanski trak oranžno-sive ekipe. V novi sezoni jo je v svoje vrste spravila Olimpija. V Ljubljani so doživeli ogromno sprememb. Veliko je bilo odhodov, kar pomeni, da za privajanje ne bo veliko časa. Zmajčice takoj računajo na Marcelo, njeno vodilno vlogo ter zadetke. Na 8. mestu lestvice najbolj odmevnih prestopov v letošnjem poletju najdemo Ines Sok. Obrambna nogometašica bo majico Mure, v kateri je igrala od leta 2016, zamenjala za dres ajdovskega Primorja. Hčere Burje želijo okrepiti zadnjo linijo. Za Ines bo to prvi odhod od doma. Ena od nogometašic, ki se poslavlja od Olimpije, a ne bo zapustila prestolnice, je Neva Kumalić. Vezistka, ki je znana po vztrajnosti in se ne umakne niti takrat, ko je igra bolj groba, bo v letošnji sezoni branila barve Ljubljane. Pokalne prvakinje niso dobile le nepopustljive vezistke, temveč tudi dobro izvajalko prekinitev. Na lestvici najodmevnejših prestopov smo Kumalić uvrstili na 7. mesto. Neli Hofman je že v svojih prvoligaških začetkih nakazala, da je izvrstna strelka. Na 12 tekmah je za nekdanjo Muro takrat Pomurje Beltince, ko je bila stara 17 let, dosegla 5 zadetkov. Po enoletni zgodbi pri Radomljah se je vrnila v Mursko Soboto, a nikoli resnično ni postala prva napadalka. Srečo je odšla iskati v Ljubljano, kjer so ji v lanski sezoni po odhodu Ane Milović v tujino predali vlogo prve violine v napadu. Njen strelski skupiček ni bil slab, 12 golov na 22 tekmah, a ni se več videla v zelenem dresu. Kariero bo nadaljevala pri novonastalem ženskem nogometu Maribor. Olimpijo je okrepila v sezoni, ko je krivulja zbiranja lovorik v prestolnici začela padati. Bilo je leta 2021, zelene so posegle po domačem pokalu, od takrat dalje jih današnja Mura ni več spustila na vrh. Sara Nemet je odraščala prav v Prekmurju. Zadnja 4 leta je branila vrata Zmajčic. Pri 27 je v najboljših letih za nogometašico in z njeno vrnitvijo v črno-belo so serijske državne prvakinje rešile vprašanje čuvajke mreže. Prestop Sare Nemet iz Olimpije v Muro Nona uvrščamo na 5. mesto najbolj odmevnih v letošnjem poletju. Dolga leta se je trudila in naposled je lani le dočakala trenutek slave. Katarina Gadnik je do nedavnega prazen seznam lovorik zapolnila z domačim pokalom. Dolga leta je bila mentorica mladim pri Radomljah, lani se je preselila v Ljubljano, a tudi v prestolnici ni bila prav dolgo.
V novi sezoni bo Gadnik delovala pri ŽN Maribor, večinoma v vlogi trenerke, ni pa povsem izključeno, da bi jo lahko videli poveljevati novonastali zasedbi neposredno z igrišča. Njene bogate izkušnje bodo prav prišle štajerski zasedbi. V osrčju obrambe so Primorji Nona iskali okrepitev. Niso je našli na slovenski sceni, zato so pripeljali reprezentantko Poljske. Joana Olševska je nazadnje igrala za Panathinaikos. Od nje pričakujejo, da bo prinesla izkušnje. Pri 26 je v najboljših nogometnih letih. Osvajanje lovorik ji ni neznanka, saj ima tako naslov državnih kot pokalnih poljskih prvakinj. Smo tik pod vrhom. Na mesto številka 2 poletnih prestopnih rokov uvrščamo Saro Gradišek. Članica slovenske reprezentance se je nogometnih veščin naučila najprej pri Jevnici, nato še rumenosrčnih Radomljah. Po odigranih 30 tekmah v prvi ligi se je preselila v Italijo k Bologni. Močno jo je v ekipi želel trener Matej Mavrič-Rožič, ki ji bo predal ključe vezne linije. Radomlje z njeno pomočjo ambiciozno zrejo v sezono ter se morebiti spogledujejo celo z najboljšo uvrstitvijo. Še nikoli namreč niso bile višje od 3. mesta. Serijska golgeterka Ana Milović je številka 1 poletnega prestopnega roka. Reprezentantka Slovenije je najboljša strelka v državnem prvenstvu v zadnjih sezonah. Njene številke bi bile še višje, če ne bi staknila hude poškodbe kolena, ki je prekrižala načrte. Po okrevanju je dobila prvo ponudbo s tujine, vendar pa se zgodba pri praški Slaviji ni razpletla po željah in Ana je po pol leta spet pristala v Sloveniji. Z namenom, da resno napade uvrstitev v skupinski del lige prvakinj, jo je privabila Mura. Zdaj je na njej, da dokaže, ali je iz pravega testa. Pristala je na prvem mestu prestopov poletne nogometne tržnice. Že v prvem krogu je Ana Milović nastopila proti svoji nekdanji ekipi Olimpiji. Tekma je bila na sporedu na Fazaneriji. Gažon Lelok je sezono začel na Primorskem, v Koper je pripotoval Aluminij. Imeli smo obračun dveh ekip iz Ljubljane, pokalne prvakinje proti Krim Hubatu. Mozirje so gostili tekmo Žalca Trbovelj in Primorja Toslenutri Cosmetics, na Gorenjskem pa še obračun Cerkelter ženskega nogometa Maribor. Poglejmo si najprej v Mursko Soboto. Ljubitelice in ljubitelji ženskega nogometa, dobrodošli znova na Planet 2. Pred nami je 33. sezona slovenske prve ženske nogometne lige in takoj že derbi v prvem krogu Mura proti Olimpiji. Ampak seveda to bo potrebno storiti na zelenici in potrditi, da si zaslužijo morda tudi to preizkušnjo. Ne morda, da si jo zaslužijo. No, seveda pa Olimpija v novem napadu, zdaj v teh prvih minutah. Olimpija napada, strel proti vratom in brani Sara Nemec. Ja, Sara Nemec zagotovo bo izkoriščala tudi svoje izkušnje in pa poznanstva. Ta Savič Ravnik izvedla tale outno, sedaj pa tukaj priložnost in izkazala se je. Ob tej akciji Mure Malahkova je bila tista, ki je hitro krenila proti vratom Olimpije, ampak tudi pravočasno je zapirala kot in pa možnost nekako lažjega zaključka Malahkovi. Brez golov zaenkrat, a bilo je blizu, dvakrat. No, s tole pričko zadnjič in tukaj ali bo tole 11 metrovka, kot kaže zdaj. Dolgo časa je trajalo kot dobra ukrepitev, kot vratarka, ki bi znala morda ustaviti Ano Milović in ne. Ana Milović pa seveda je odprla svoj konto gol račun v tej sezoni in 26. minuta. Ana Milović po prekršku Rozmaričeve v obrambi dosega svoj prvi gol na svoji prvi tekmi. Če se ne motim, 12 nogometašič je ostalo iz tiste lanske sezone pri Muri. Tako da je lahko Vladimir Kokol lepo gradil v nadaljevanju vse skupaj novo zgodbo z novimi ukrepitvami. Pri Olimpiji danes takole s tem dolgim čopom, tako da včasih nadaleč se kaj hitro zgodi kakšna napaka, no zdaj pa
si bodo brez napake v obrambi želeli odigrati Ljubljančanke, ampak ne gre. Ana Milović vidi prostor in tudi dosega nov gol. Ana Milović, potem ko je bila uspešna v 26. minuti, pa zdaj v 35. je povišala na 2-0 in Ana Milović, torej, oziroma Lucija Kos, Smica, ampak tole je bila verjetno pomota v grafiki. Milović je bila prav gotovo tista, ki je dosegla gol, številko 11, tako da Kolblova do sprejema žoge, ja, takole se zna zagraditi in z nekakšnim rolling obratom potem hitro ukrepati, no tam pa zdaj precej odbijanja žoge in nova 11-metrovka. Nova 11-metrovka za Olimpijo. Ali je bilo to igranje z roko ene izmed nogometašic in Jana Malahkova. Ne, ni šlo v okvir vrat, zatresla se je le vratnica. Jana Malahkova je tako zapravila, da bi povišala vodstvo na 3-0 za Muro. Tam pa zdaj prekršek in torej prekršek celo za rdeči karton. No in Poljakinja Joana Tereza Olševska je tako malce zakuhala zdaj svojemu novemu trenerju Vladimirju Kokolu v igri rdeči karton, ki ga je seveda prejela Olševska, no ampak razdalja tudi primerna zdaj, ali lahko morda Olimpija tukaj nevarno izpelje vse skupaj s tem prostim strelom. Na to seveda uživali v preostanku Medelje. Ja, takole še en strel od daleč, tudi tole je letelo precej preko vrat vratarke Ajše Kalač, nogometašice Olimpije, in imeli bi nekako malce bolj dramatičen konec tekme v Fazaneriji. Tukaj zdaj se žoga izbija, brani Sara Nemet. Ja, kot da bi slutil, da se zna zakuhati kaj bolj resnega. Tam seveda zdaj se čudi nekateri odločitvi Maša Osojnik. Poglejmo še enkrat, Osojnikova takole iz obrata brani Nemeteva, Sara Nemet. Nemetova je tole dobro. No, zdaj se bo iztekla tudi druga minuta dodatka. No in v tem trenutku, kot sem predvideval, konec tekme v Fazaneriji. Olimpija je torej doživela spomlajeno zasedbo svoj prvi derbi, prvo najtežjo preizkušnjo že kar v uvodu v to novo 33. prvenstveno sezono. Mislim, da smo se zelo dobro pripravili na nasprotnika. Celo tekmo smo delali to, kar smo se dogovorili. Žal je ta 2 gola, spet smo nekoliko bili sami krivi za to, tisti penal, pa tisti drugi gol, ampak vseeno sem zelo ponosna na punce. Če bomo šli tako naprej, je še vse odprto. Naslednja tekma je spet pokalna proti njim, tako da me ne skrbi čisto nič. Mislim, da smo od začetka dobro nadzorovali, imeli smo v bistvu celo tekmo pod kontrolo, na začetku smo se malo mučali s prvim zadetkom. Olimpija se je dobro zaprla in na postavljeno obrambo je vedno težko igrati. Tako da ja, ampak veseli smo 3 pik. Mislim, da smo se zelo dobro postavili glede na državne prvakinje. Razen bom rekel, tiste 11-metrovke nespametne, v prvem polčasu nismo imeli nič, tako da sem zelo ponosen na punce, kar so delale, držale so se teh taktičnih zadev, tako da jim nimam kaj zameriti, Muri pa čestitam za zmago. Derbi vedno prinese nekaj novega, tako je tudi danes. Prvič smo dobili rdeči karton, kar je porušilo cel sistem, na to poškodba Špele pred najbolj pomembnimi tekmami in lahko gremo razočarani domov, po drugi strani zadovoljni s 3 točkami, ampak čakajo nas težke preizkušnje in moramo strniti glave in biti boljši. 3 klubi, 2 podobni, a hkrati različni zgodbi. Medtem ko se je članski nogomet v preteklosti že igral v Mariboru, v zadnji sezoni so dekleta ponos štajerske prestolnice zastopala pod imenom Tabor, so tako v Žalcu kot Trbovljah vse od svojih začetkov delali z mlajšimi selekcijami.
Brez motivacije, ki sliši na ime članska ekipa, je vse težje zadržati najboljše igralke, ki se preselijo v bolj ambiciozne sredine. Zato sta Žalec in Trbovlje segla v roke in dosegla dogovor o skupni poti. Glede na to, da smo si geografsko zelo blizu in da je samo med Žalcem in Trbovljami en hrib, ki se mu reče Podmeja, smo si že od samih začetkov, to pravi leta nekje 2017, smo začeli v Trbovljah in tudi v Žalcu skupaj. In ker smo si sosedje, smo si zelo blizu, se dobro razumemo in že kakšne 2-3 leta smo že imeli neke pomisleke o tovrstnem sodelovanju, kakršno je danes. V okolici ni drugega kluba, ko ima članice, da bi lahko tam trenirala in je to zelo velik nek napredek, da lahko tudi tukaj špilam. Januarja letos smo imeli uradni sestanek vodstva ŽNK Žalec, ŽNK Trbovlje in takrat smo sklenili, da bomo šli v to zgodbo. Ob združitvi je sklepanje kompromisov neizbežno. Premešali so karte, določili zadolžitve ter naredili logističen načrt, kje bodo treningi in kje bodo tekme. Kar se tiče treniranja, dogovorili smo se, da načeloma treniramo v Trbovljah ob ponedeljkih in torkih, ob četrtkih in petkih pa v Žalcu oziroma Gomilskem, ker tam je taka lepa oaza, narava, tako da tekme pa po sistemu, ena domača tekma v Mozirju, ker tam je pred 2-3 leti izdelan novi športni park in je bil tak dogovor, da bi bilo kot domačini Žalec, da igramo v Mozirju. Potem naslednja domača tekma bi bila v Trbovljah. Ker sta tako Žalec kot Trbovlje nastopala najvišje v ligi U17, dekleta nimajo izkušenj s prvo ligo. Vem, da bo težko, vem, da bo naporna sezona, glede na to, da smo prvič. Manjka nam še veliko treningov. Glede na to, da smo se šele zdaj povezali, imamo par skupnih treningov, smo se povezali, ampak še vedno ni isto. Mogli bomo še dati veliko več treningov skupnih, da bomo prišli do tega, kar hočemo. Zagotovo smo mi najmlajša ekipa in z tega vidika nam bo toliko težje recimo kot drugim. Ampak jaz pa rad povem tudi, takrat malo sem starejši kot sicer drugi, takrat kot je res težko, moraš se spoprijeti z najtežjimi zadevami, da ti bojo potem takšne kot izziv. In trudim se, da prenesem tudi to neko miselno filozofijo na ta moja mlada dekleta. V Mariboru vedo, kaj pomeni igrati prvo ligo. Lani so se v vlogi povratnic Štajerke predstavile z imenom Novogradnja Maribor Tabor. 2 zmagi, 2 remija in 19 porazov, skupaj osvojenih 8 točk in 9. mesto na lestvici. Za mlado ekipo je bila to prva stopnica v fazi članskega razvoja. Drugo, še večjo, so dekleta storila po koncu sezone. V bistvu lansko sezono smo nastopali kot del kluba Maribor Tabor. V to sezono smo morali narediti določene spremembe. V Zlatoliču imamo dosti boljše pogoje, kar se tiče nekih financ, infrastrukture in določenih stvari, tako da smo zaenkrat z pogoji tam zelo zadovoljni. Mlajše selekcije lani se je izkazala predvsem v 13, ki je prišla do finalnih bojev, bodo še vedno trenirale na stari lokaciji. V bistvu za punce ni tako velika sprememba, dosti se jih je tudi že zdaj vozilo v Maribor, tako da se pač malo drugam vozijo. Kar se tiče pa igrišča in pogojev, pa imamo dosti boljše, se imamo igrišče na razpolago kadarkoli. Ne le, da so pridobile novo igrišče, okrepile so tudi strokovni štab. Širokim nogometnim znanjem bo klubu pomagala lanskoletna dobitnica pokalnega naslova, nekdanja reprezentantka in igralka, ki ima skoraj 200 nastopov v prvi ligi, Katarina Gadnik. Katarina je res vrhunska trenerka in igralka. Zdaj dela trenutno samo kot trenerka. In punce so zelo v redu sprejele, tudi ona je naše punce zelo v redu sprejela, tako da smo z njo res zelo zadovoljni. Kako ste uspeli prepričati oziroma kako ste izvedeli, da sodi sedaj k vam? V bistvu ne vem, jaz sem samo dobila nekega dne klic, da bi Katarina prišla k nam, potem smo seveda tako naredili sestanek in se vse pomenili. Z novim zagonom, z novimi motivacijami spisati novo poglavje štajerskega nogometa.
Na igrišču v športnem parku Mozirje se je zelena zasedba Žalca in Trbovelj pomerila proti Primorju Toslinu Tricosmetics. Zaradi precejšnjega neurja je bilo srečanje nekoliko zamaknjeno, travnata površina je zdržala, a še vedno je bilo precej vode. Barbara Kralj je tako dosegla svoj 145. gol v prvi ligi in hkrati jubilejnega 100. klubskega, na kar so Ajdovke izkoristile dve visoki žogi, da so povečale prednost. V 26. minuti je obramba gostiteljic pozabila pokriti Dašo Dolenšek na drugi vratnici. Desna stran je bila ranljiva točka združene ekipe Žalca in Trbovelj, še en visok predložek je izkoristila Anja Lukežič. Zdelo se je, da bo žoga končala čez gol, a je neobičajna krivulja prelisičila vratarko Rebeko Bajbasovič. Primorke so se izkazale s precej kombinatorno igro, utekanje v prazen prostor in podaja s prve ali z drugim dotikom. Še pred zaključkom prvega polčasa je 2 gola dosegla Daša Dolenšek in skupaj 3 v prvem delu igre. Drugi polčas je bil še bogatejši zadetki. Novinka Ines Sok je v 4. minuti nadaljevanja vpisala svoj prvi gol v novem dresu in urni kazalec ni naredil še 2 krogov, ko so se gostje veselile znova. Zadela je Gaja Bizjak. Ime srečanja številka 1 je bila Daša Dolenšek. Žoga je hitro tekla od ene do druge igralke Primorja, domačinke niso uspele presekati serije podaj in še 8. so morale pobrati žogo iz svoje mreže. Brez milosti so bile gostje. Barbara Kralj je strelom z roba kazenskega prostora poskrbela za 9. črno-rdeči gol, medtem ko je skupno kar 5 zadetkov dosegla Dolenšek. Zanjo je to osebni rekord, v prvi ligi je zdaj pri kvoti 31 golov. Do konca je bilo še dolgih 25 minut. Trener Andi Mamić, ki se je letos znova vrnil za krmilo članske ekipe, je opravil 5 menjav. Mitanić je potrebovala 9 minut za gol, na kar sta sledila še 2. Uspešni sta bili Bizjak in pa Kralj. Zmaga s 13 goli je za Primorje Toslinu Tricosmetics rekordna, hkrati se je prvič pripetilo, da so Ajdovke na prvem mestu lestvice. Za prvo tekmo mislim, da smo se odrezali super, bilo je videti veliko kombinatorike v igri. Tudi tekalno se mi zdi, da smo bili na kar visokem nivoju, da smo probali tudi neke stvari, ki jih mogoče na treningih uigravamo, ker so bile nasprotnice temu primerne, smo si lahko malo več nekih stvari privošli. Za mene osebno tudi ena lepa tekma, nov začetek, nov debi v novem klubu, tako da občutki so super. Za presenečenje kroga pa so poskrbele igralke ženskega nogometa Maribor, ki so se odpravile na Gorenjsko in domov se vrnile s polnim izkupičkom. Poglejmo si 2 izjavi po tekmi. Glede na to, da smo nekaj igralk izgubili, pa da se še nekako malo iščemo kot ekipa, kar se tega tiče, je bilo dosti v redu. Lahko bi bilo boljšno, ampak načeloma v redu. Pripravili smo se z 3 tedenskimi pripravami. Za ekipo smo se dobro povezali in tudi to je na igrišču pokazalo. Šle smo v tekmo motivirane in to se je tudi obrestovalo. Na 4 od 5 tekem v prvem krogu se je pripetilo, da poraženke niso dosegle gola. Le Cerklje so spravile žogo v mrežo nasprotne zmagovalne ekipe. Večni derbi je pripadal Muri Nonas 2-0. Izvrstno so v sezono vstopile članice Gažona Leloga, z novim trenerjem premagale so Aluminij. Ljubljana je pošteno napolnila mrežo Krima, 10 golov so dosegle lanske pokalne prvakinje. Primorje Toslinu Tricosmetics je zmagalo s 13-0 na gostovanju pri Žalcu Trbovlju. Srečanje Cerkelj in Maribora smo že omenili, počivala pa je ekipa Radomelj Medex. Nobenega remija nismo videli v prvem krogu, kar pomeni, da je lestvica razdeljena na poražence in zmagovalce. Po 3 točke imajo Primorje Toslinu Tricosmetics, Ljubljana, Maribor, Gažon Lelog in Mura. Radomlje Medex nič, podobno kot Cerklje, Aluminij Olimpija, Krim Hubat in Žalec Trbovlje. V drugem krogu igrajo Radomlje z Muro, tekmo si boste lahko ogledali v televizijskem prenosu. Aluminij se bo srečal z Ljubljanom, Olimpija pričakuje Gažon Lelog.
Na ajdovskih policah se srečata Primorje Toslenotri Cosmetics in Cerklje. Krimkubat bo igral proti Žalec Trbovljam, krog počitka pa bo imel ŽN Maribor. Se vidimo!